Lep pozdrav, ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa. Sonce počasi zahaja za tribuno v Domžalskem športnem parku, ampak simbolično je konec tega predprazničnega petka, hkrati tudi začetek 33. kroga prve lige Telemach, ko se bosta v Domžalskem športnem parku v naslednjih 90 minutah nogometa udarili ekipi Domžal in Gorice. V luči tega, da Benjamin Markuš in Nermin Hodžić seveda v nekem drugem obdobju nista bila branilca. Tole zdaj prvi obetaven napad Domžalčanov in takoj velika priložnost. Zahvalili in povlekli še eno zasilno zavoro. Tole zdaj morda priložnost za Domžalčane, veliko dela za Dajčarja. Domači ali pa bo šlo enostavno za predložek v kazenski prostor. Pišek in Repas sta pripravljena. Predložek pred vrata, na Đurića je šla žoga. To je zdaj Topalović. Repas pripravljena podaja v kazenski prostor. Očitno bo šlo za žogo v bližnjo vratnico, kajti tam je velika gneča. Na koncu pa spet doigrana kombinacija. Topalović! Vodstvo Domžal z 1-0. Luka Topalović je izkoristil ponujeno in tule je veselje domžalskega strokovnega štaba. Debitantski gol v prvi ligi Telemach za, ponavljam, 17-letnega Luko Topalovića, ki je torej poskrbel za domžalsko vodstvo. Nagrada zagotovo za opravljeno delo v mlajših selekcijah in pa tudi nagrada seveda na nek način za Simona Rožmana, ki mladeniču ponuja priložnost. Luka Topalović pa svojim debitantskim golom v prvi ligi Telemach zdaj Goričane postavlja v zelo težak položaj. Zmušene podaje proti Breclu. Zdaj Repas. Barišić, prišel je do tele žoge, Bartol Barišić. Brecl v kazenski prostor, priložnost za Domžale. To da prek vrat Žiga Repas. Kakršnekoli zamenjave obeh strategov, Mulalić, Hasanbegović, Podlogar, Avosanja, Sajdovski, Krupić, Fazlić, Vukin, Usmani. In tole je zdaj zadetek Domžal, oziroma jasno, Gorice 1-1 v Domžalskem športnem parku. Gol od nikoder, Darija Kolobarića. In ko sem preverjal rezervno klop, bum, gol za Gorico. Darijo Kolobarić je presenetil vse na stadionu, vključno z mano. Oseminosemdeseta minuta. Usmani. Đurić. Zdaj proti Vuku. Vuk ima priložnost, brani Dajčar. Usmani, napaka Usmanija, Karica gre v proti napad. Goričani prek Karice v zadnji akciji tekme. Mimo vrat Bernard Karica. Po koncu tekme v naši družbi pomočnik trenerja Simona Rožmana, Luka Gobec. Gospod Gobec, na koncu delitev točk z Gorico. Kaj je po vašem mnenju danes Domžalam zmanjkalo do 3 točk? Želeli smo si več. Tudi predstava z naše strani, lahko pohvalim fante, da so odigrali en zelo dober polčas. Zabili gol, neka atipična situacija za drugi zadetek, razveljavljen VAR. V drugi polčas nerazumljivo, mogoče malo nismo šli tako, kot smo se dogovorili, potem pa do konca, bom rekel, drugega polčasa odigrali dobro tekmo. Škoda, malo nam je zmanjkalo, žal nam je, ampak vseeno lahko za prikazano fante samo pohvalimo. Tisti zadetek za 2-0 se verjetno strinjamo, da bi verjetno kar zlomil tekmo, zlomil tekmeca, trenutek je bil pravi.
je morda to tisto, kar je potem tudi nekako psihološko vplivalo na fante, da so malce zastali v sami igri. Se strinjam, vsekakor ti drugi gol lahko prinese veliko. Je pa dejstvo, da smo si želeli v drugem polčasu isto napadati drugi gol, zabiti, da tekmo lahko pripeljemo svojo korist. Žal se nam ni šlo. Glave gor, gremo dalje, kmalu je že nova tekma, ker si želimo prikazati v neki zelo dobri luči tudi v prihodnje. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v naši družbi Agron Šalja, gospod Šalja, najprej vprašanje, delitev točk v Domžalah, zadovoljni z rezultatom? Glede na to, kako smo malce bojažljivo igrali prvi polčas in glede na to, da smo drugi polčas pač bili dosti boljši, smo na koncu lahko zadovoljni s tem rezultatom, ker prvi polčas v določenih trenutkih je bilo ok, v določenih trenutkih je bilo pa pač dosti slabše in takrat bi lahko bili kaznovani tudi z večjo razliko, tako da na koncu, jaz mislim, da drugi polčas smo dvignili nivo igre, mogoče z malce sreče bi lahko celo še večji izkupiček iztržili. Prebuja se Dario Kolobarič, danes gol, kot pravimo, praktično iz ničesar. Kako pomembno je za trenerja, da ima napadalca sploh v tej fazi nekako lestvice, kjer ste vi, ki dosega gole, torej iz recimo temu neustvarjenih priložnosti, ampak na neko individualno kvaliteto? Dobro, Darjeve kvalitete so nesporne, seveda za vsako ekipo, ne glede na položaj na lestvici, je pomembno, da ima napadalca, ki je sposoben zadeti, ki je sposoben pobegniti. Seveda Domžale ga dobro poznajo, ker je tukaj odraščal, zavedajo se njegove kvalitete in so se zelo dobro pripravili na njega, ga podvajali, bili agresivni na njemu, krvavel je med tekmo, ampak kljub temu je pokazal pravi odnos, boril se je dalje in na koncu ga je to tudi nagradilo s tem zadetkom. Do konca sezone je ostalo še zelo malo, pravzaprav 3 tekme. Verjetno vaš osnovni cilj, če se le da zadeve rešiti že pred zadnjo tekmo v Novi Gorici proti Taboru? Ja, sigurno si to želimo, samo zdaj ne smemo preveč kalkulirati in špekulirati vnaprej. Moramo iz dneva v dan se truditi, poskušati se izboljšati, vsak dan posebej biti maksimalno skoncentrirani na delo in potem, ko pride tekma na tisti dan na tej tekmi, dati vse od sebe in poskušati iztržiti rezultat, ki nas pelje v neko mirnejšo plovbo. Najlepša hvala in srečno. Prosim, hvala. Po koncu tekme v naši družbi Luka Topalovič. Luka, čestitke za vaš prvenec med slovensko nogometno elito, pa bom zelo klasičen. Kakšni so občutki? Ja, zelo sem vesel zaradi svojega prvenca. Upam, da je to eden od mnogih, ampak na koncu nismo veseli zaradi izkupička. Zdaj je v zadnjem obdobju vse več priložnosti za igro, zdaj tudi prvi zadetek, ampak verjetno že to zaupanje trenerja daje neko podlago, da se dokazujete na igrišču in da nenazadnje zdaj tudi zadevate. Ja, zelo sem zadovoljen, ker mi trener ponuja priložnost. Jaz se na vsakem treningu hočem čim bolj izkazati in dobiti to njegovo zaupanje. Kakšen je bil preskok v eni sezoni praktično od kadetov, vemo, ste še vedno najboljši strelec kadetske lige, do članov, verjetno res en velik korak za vas. Ja, tu sem že nekaj časa, soigralci mi zelo pomagajo in je vse tako lažje. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Po koncu tekme v naši družbi goriški vratar Matevž Dajčar. Matevž, najprej me zanima, kakšen je vaš pogled, je tole danes pridobljena točka Gorice, 2 izgubljeni, ste zadovoljni z rezultatom? Vsekakor dobljeno, vsaka točka nam prav pride zdaj. Smo na dnu lestvice, nek se borimo, ampak ja, hvala Bogu, da nam je danes uspelo zvečiti 1 piko. V prvem polčasu ste imeli kar precej težav, Domžalčani so bili res dominantni. V drugem delu vendarle boljša podoba, na koncu ste bili zato nagrajeni. Kaj je še recimo zmanjkalo Gorici danes do polnega izplena? Prvi polčas smo šli malo nepogumno, malo v strahu v igro. Po drugi polčas se mi tudi trener dal navodila, da je treba bolj konkretno je to duel vse. In ja, pol nam se me to obrestovali in hvala Bogu smo zadeli. Že v prvi minuti ste imeli veliko dela, takoj priložnost za Domžale, po strelu Barišiča ste bili na pravem mestu.
Verjetno je za vratarja zelo pomembno, da že nekako na igrišče stopi predvsem z mirno glavo in pa pripravljen, ker zgodi se lahko res marsikaj. Ja, vsekakor, to je moje delo, zdaj vesel sem, da lahko pripomorem ekipi, da gre pol to bolj tekoče in da seveda dobimo točke, ki so nam potrebne. Najlepša hvala. Hvala vam.